Drage gledalke, dragi gledalci, znova dobrodošli v kulinaričnem mostu in hvala vsem vam, ki ga pomagate soustvarjati, drage rojakinje, dragi rojaki po svetu. In seveda hvala tudi že na začetku našemu gostu, etnologu dr. Janezu Bogataju. Lepo pozdravljeni. Tudi vam lep pozdrav in vašim gledalkam in gledalcem. Ja, danes se bomo družili ob žgancih in Ja. nekaterih koli ajdovih žgancih. Ja, mogoče za začetek rečem, če nas kdo gleda slučajno v kakšni zgodnji jutranji uri, naj mu povem en vers, ki pravi, skuhaj žgance, zbudi zaspance. Toliko za uvod sicer. Sicer pa z besedo žganci označujemo 3 različne načine priprave, a ne. In sicer eno so žganci, potem so drobljenci in pa trganci. Žganci zato, ker se v posodi na ognju, ali na štedilniku, a ne električnem zdaj seveda, ali pa plinskem, praži moka in se doliva voda, ki potem v tej kombinaciji, ustvari grudice. To se pravi žgance, ker se žgejo, a ne. Temu načinu rečemo tudi koroški način priprave. Potem so pa drobljenci, ki pa nastanejo tako, da zavremo osoljeno vodo, včasih dajo noter tudi malo maščobe, ampak ni nujno. Potem pa vsujejo ajdovo moko, v to vodo v obliki ene kepe. Z dolgimi dvorogeljnimi vilicami naredijo luknjo, zato da se ta kepa moke tudi v sredini primerno skuha in se kuha tam enih 20 minut do 30. Potem se pa voda odlije, ravno pravšnja količina, to so male skrivnosti velikih mojstrov, a ne. In se potem, to, kar se odlije, se imenuje žgančevka ali sok po starem, a ne. In se potem s temi dvorogeljnimi vilicami to zmeša, razbeli se maščoba, to so ocvirki ali pa zaseka recimo, a ne, ali pa tropince, ki nastanejo pri segrevanju topljenega masla, in se s tem potem to zabeli. Potem imamo pa še, trgance. Ta način je doma predvsem v jugovzhodni, Sloveniji, in sicer se skuhajo žganci po tem drugem načinu, vendar se odlije malo manj vode, da dobimo eno tako zelo, bi rekel, pastozno zmes in se potem ta zmes, nastrga, nareže, ob, noževem rezilu, v neko skledo in potem se to zabeli z ustrezno maščobo. Tako da vidimo, da so kar trije načini, a ne. Res pa je, da poznamo pa več vrst žgancev, a ne. Katere? Ja, povejte nam. Poleg ajdovih žgancev ali pa tudi ajdovih drobljencev poznamo potem še koruzne, ki so ravno tako zelo popularni v Sloveniji. Potem bele ali pšenične žgance, ječmenove žgance, ki danes se redko kuhajo, jaz osebno to večkrat skuham doma in so zelo, okusni. Ječmenovi žganci so tudi lažje prebavljivi mogoče od ajdovih. In pa seveda krompirjevi žganci, ki jim rečejo, v severovzhodni Sloveniji tudi oženjeni žganci ali v narečju ožejeni žganki. Na Pohorju jih imenujejo oljbič, v Prekmurju pa dödeli, se pravi en izraz, ki izvira, iz madžarščine. Ja, pravo bogastvo, ampak žganci, so to samostojna jed ali so to samo priloga? Žganci so lahko samostojna jed, lahko so pa priloga, a ne. Zdaj, prilog je zelo veliko oziroma tako bom rekel, če so samostojna jed, imajo zraven lahko tudi prilogo in so lahko žganci, priloga, k drugim samostojnim jedem. Zdaj, seveda, ob žgancih ponudimo lahko belo kavo, jogurt, mleko, kislo mleko, obare, omake, juhe, kislo zelje, kislo repo, masovnik recimo, to je ena taka, pirejasta, gostljata jed iz, kisle smetane, a ne, ali pa iz sladke smetane tudi. Skratka, vidimo, da je možnosti za uživanje žgancev zelo veliko. Bi pa opozoril še na eno zadevo, namreč
Izjemno dobri so ajdovi žganci pogreti naslednji dan. Če jih kaj ostane. In jaz se spominjam, moja stara teta, ki je živela v Vrbi na Gorenjskem, kadarkoli sem prišel naslednje jutro k njej na obisk, je rekla: "Od včeraj mi je malo žgancev ostalo, a jih boš?" Sem rekel: "Z veseljem." In ona je tiste žgance prepražila, potem je pa vrgla not ene 3 jajca, a ne. In seveda to je bilo izjemno dobro, pa še nekaj, tudi vizualno je bilo izjemno pozitivno, ker je jajce z beljakom in rumenjakom pač zakrhnilo, v teh razgretih žgancih in je ta jed dobila eno novo, tudi vizualno podobo, da ne govorim seveda o odličnem okusu. Ja, eni žganci, ampak pravzaprav cela paleta jedi in prilog, ki jih lahko povežemo z žganci, pa poglejmo zdajle, kako jih pripravljajo na Švedskem. Rojakinja Karolina Nilsson jih je pripravila za oddajo Kulinarični most. Namizboje ajdovi žganci. V vrelo vodo zakuhamo ajdovo moko, po švedsko buvetemjöl. Na sredi moke napravimo luknjo, posolimo in kuhamo še 20 minut. Žganci naj bi bili malo trši, tako da jih razdrobimo, ampak jaz imam rajši malo mehkejše. In dober tek. Vprašate me, kdo me je naučil kuhati žgance? Vsekakor moja mama. Veste, v povojnem času smo zelo pogosto jedli žgance. Ajdove, krompirjeve, koruzne. To je bila tako rekoč vsakdanja jed. Potem smo se tega naveličali, tako da je veliko časa je minilo, da sem začela ponovno kuhati, in servirati žgance moji družini. Ali odkar so otroci šli od doma, je to bolj poredko. Imam pa srečo, da imam moža, ko ima rad slovensko hrano, ker gremo vsako leto v Slovenijo. In takrat so pa tudi ajdovi žganci na mizi, in sicer ko gremo v planine. Smo bili že 4-krat na Triglavu in takrat so obvezno ajdovi žganci. Ja, med drugim kuham zelo pogosto enolončnice, kislo zelje s kranjsko klobaso, palačinke, napolnjene polpete, polnjena paprika, gobova juha, goveja juha z domačimi rezanci, kar je obvezno imeti na mizi, kadar pridejo otroci pa vnuki domov. Se pravi, goveja juha in pa krompirjevi svaljki. Pa so še druge malenkosti. No, po kosilu pa še mogoče kakšna jabolčna pita, domači keksi, in ja, vedno se kaj najde. Kaj mi pomeni pripravljanje slovenskih jedi? Ja, delno je to tradicija, všeč mi jo je obdržati, pa tudi želim, da moji otroci vedo, od kod izhajam, kaj smo jedli takrat. To je kot neka tradicija družinska. Razen tega me vse to spominja na naše lepe planine, naše lepe vinograde, na otroška leta.
In vesela sem, da je tudi moj mož tako navdušen nad Slovenijo, kamor odhajamo že vrsto let. In skupaj podoživljamo in tradicije in hrano. Ja, v kulinaričnem mostu smo zdajle videli, kako ajdove žgance pripravljajo na Švedskem. Gospe Karolini Nilsson, hvala lepa za tale videoposnetek. Doktor Janez Bogataj, kakšno zgodbo pa še lahko dodava, temu, kar smo videli? Ja, najprej mogoče to, da je ajda tisto žito na Slovenskem bila, ki se je zelo hitro prijelo, ostale vrste žit, so, potrebovale kar nekaj časa, da so jih ljudje sprejeli, Medtem ko ajdo so pa zelo hitro, je bila zelo priljubljena. In recimo star gorenjski izraz za ajdo, ki so kakšni stari Gorenjci, to se jaz še spomnim iz, recimo obdobja osnovne šole, so rekli: "Ajdi, jeda, boš jedel, žganci jedel." In zakaj? Zaradi tega, ker je bila zelo dobra za uživanje. Okus ajde je bil tisti, ki je ljudi prepričal, da so posegali po njej in iz nje seveda kuhali, pripravljali ajdove žgance, da ne govorim še o kakšnih ajdovih štruklih, recimo, ali pa o ajdovi potici. Ajdov kruh, recimo. Pa ajdovem kruhu in tako naprej. Eno najstarejših pričevanj, imamo iz, sredine 18. stoletja. Bretonski mineralog in zdravnik, Baltazar Ake, ki je prišel kazensko, na Krajinsko, je v svojem znamenitem delu Abbildung und Beschreibung, napisal, da žgance jedo na Krajnskem s kislim zeljem, To je najstarejše pisno pričevanje. Drugače pa seveda, o ajdovih žgancih govori tudi Valentin Vodnik. Recimo v njegovi znameniti pesmi Zadovoljni Kranjec v 5. kitici pravi naslednje, jo bom kar prebral: "Na žgancih tropine pa kislega zelja, bob, kaša, vse mine, ko pridem od dela. Si bodi pogača, klobasa ali sok, ali kar se obrača na ražnju okrog." Mimogrede, ob tem ražnju naj povem, da je raženj značilnost prehrane na Slovenskem, ne žar. Žar se je uveljavil šele po koncu druge svetovne vojne, ko smo bili del socialistične Jugoslavije in je kultura žara iz Balkana postopoma prišla v naš slovenski kulturni prostor. In če omenjam Balkan, naj povem, da se ob žgancih marsikdo v Sloveniji zmrduje, medtem ko so veliki ljubitelji žgancev turisti iz Srbije in Hrvaške, ki pridejo zlasti v zimskem obdobju na smučanje v naša smučarska središča in so vsi navdušeni nad žganci. Ja, hvala, doktor Janez Bogataj. Jaz verjamem, da bo raženj še kakšna ideja za nov kulinarični most, današnjega pa sva zaključila. In hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, dragi rojaki po svetu, ki to tradicijo priprave ajdovih žgancev ohranjate in prenašate iz roda v rod.